Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. S prebojem Primorja v Prvo ligo Telemach je Matic Zavnik dočakal priložnost, da zasije na najvišji ravni slovenskega klubskega nogometa. Prvi asistent lige po jesenskem delu sezone nas je gostil v Ajdovščini. Jaz mislim, da bo letos prvak kar Olimpija. Z izzivom Pod prečko se bo pomeril član Radomelj Niko Gajzler. Preverili bomo, kako so zimski premor preživeli slovenski prvoligaši. Pobliže bomo spoznali trenerja Domžal Dejana Dončića. Moj trenerski idol je Ferguson. Proti nič, 52. minuta, tudi Zavnik do prvega gola v prvi ligi. Za Primorjem je fantastično leto 2024. Ajdovščina je znova dobila prvoligaša, ta pa se je jeseni odlično znašel v družbi največjih slovenskih klubov. 24 točk in 6. mesto po polovici prvenstva je za marsikoga presenetljiv izkupiček, za vse v klubu pa le potrditev dobrega dela. Eden od nosilcev igre Primorja je naš tokratni gost. To je Matic Zavnik, ki je z ekipo zimski premor izkoristil za dobre priprave. So bile slednje zaradi krajšega premora in odličnih jesenskih rezultatov na kakršenkoli način lažje. Mislim, lažje. Priprave ko priprave. Vsakič med pripravljalnim obdobjem se praviš čim bolj pripraviti na nov del in je bilo praktično isto kot po navadi. Mogoče je zaradi te prve lige in ker je bilo malo manj časa vmes, kot je bilo v drugi ligi oziroma prejšnja leta, smo tudi začeli malo prej, malo manj počitka. Zanimivo. Ja, v bistvu je po eni strani to skoraj boljš, ker ni počitka, spet ni toliko priprav, ker je to krajše pripravljeno obdobje in si nekako prideš že pripravljen na priprave, v bistvu. Ni toliko cajta, tudi telo se prav spočije in lahko normalno nadaljuješ pa. V dresu Primorja je pred 5 leti v tretji ligi prvič zaigral v članski konkurenci. Danes je med vidnejšimi kreativci v prvi ligi Telemach. Kaj si bo zavedno zapomnil z prvih tekem med slovensko elito? Prvi gol v prvi ligi, to sigurno. Pa v bistvu, nasploh igranje, kot igralci, tako od nekdaj želiš tega najvišjega nivoja, pa normalno tudi cilj izraste, ampak to igranje, vzdušje, vse skupaj, celotna prva liga, super. Na zimski premor se je odpravil kot prvi asistent prve lige Telemach. So bile ključne podaje vedno njegova glavna vrlina. Bi se opisal kot igralec, ki raje poda, kot dosega gole. Kakšenkrat še preveč, mogoče iščem ta zadnji pas, ampak vedno mi je bilo boljš podati kot dati gol. In eno in drugo, ampak po navadi sem bil vedno tak, da iščem ta zadnji pas, da podam to neko v bistvu podajo, ko preseka linijo ali pa naredi nek višek in s tem lahko dosežemo gol. Zelo pomemben za razvoj članske ekipe Primorja je trener Milan Andželjković. Kakšen je njun odnos in kako nekdanji branilec z ogromno prvoligaških izkušenj vodi ekipo? Ne bom rekel, da smo, družinski odnos, prijateljski odnos, ampak vseeno tako medsebojno spoštovanje. Smo v bistvu, odkar je on tle, sodelujejo skupaj in res dober trener, sploh iz taktičnega vidika, iz igre, ki jo poskuša gojiti, mislim, da je eden boljših. Neko razmerje med profesionalizmom in nekim normalnim odnosom, mislim, da je najboljše, ker imaš trenerje, ki so v bistvu ti kot prijatelji, ampak potem nekako zmanjka mogoče avtoritete. So pa kakšni trenerji, ki na to sploh ne dajo poudarka in jim mogoče zaradi tega ne rata. Andželjković je bil na začetku leta blizu selitve v Latvijo. Na koncu je ostal v Ajdovščini. Kako je ekipa spremljala vroče dogajanje, je bilo igralce strah, da bodo ostali brez trenerja. Vedeli smo, da je trener dobil ponudbo
Tudi pisalo se je dosti o tem, v nekem momentu nismo bili sigurni, ali bomo na pripravah še imeli trenerja ali ne, ampak mislim, da se na koncu vse skupaj dobro je šlo, ker taka ekipa, ko smo jo porabljenega, tazga trenerja, ki v bistvu nam nekako ustreže s tem načinom igranja in z vodenjem. Tako da sem zelo vesel, da je ostal. Upam, da je tudi za njega to dobra odločitev, ampak če bi pa šel, nimaš kaj, tako je v nogometu. Primorje je na dobri poti, da hitro doseže prvi cilj, to je matematična zagotovitev obstanka v ligi, a apetiti so seveda višji. Lahko Ajdovci tudi spomladi osvojijo toliko točk kot jeseni. Seveda, da lahko. Mislim, sicer smo izgubili 2 igralca, ampak mislim, da neko ogrodje ekipe je ostalo enako, kar je tudi najbolj pomembno. Zdaj, če bomo pripeljali še par okrepitev, mislim, da smo lahko zelo konkurenčni vsem. Zavnik se je do Primorja pribil prek Gorice. Zgodba je bila polna vzponov in padcev, kako pa danes gledano vse, kar mu je že uspelo. V bistvu je bilo kar skozi čas naporno, ampak na koncu se je splačalo. Sem šel skozi selekcije, prvo leto kadetov mladincev, ko sem igral res malo. Je pa res, da takrat nisem bil najbolj, bi rekel, nisem bil med boljšimi, tudi logično. Ampak očitno vztrajnost in neka dovolj dela prinese rezultate, tako da je bilo pa kar zanimivo. No. Dokler sem bil v Gorici, sicer ni bilo, vsak dan bi se živim tukaj v Ajdovščini, tako da vsak dan vožnja tja pa nazaj in je bilo kar naporno. Pol, ko sem pa enkrat prišel sem, pa je res ratalo kar neka taka všečna pot nogometaša, sploh iz 3. lige v drugo, pa že v prvo, tako da zanimivo. Odraščal je v časih, ko je bilo na televiziji že možno spremljati vse najmočnejše lige na svetu. Je bil navkljub temu vsaj z enim očesom pozoren tudi na dogajanje v slovenskem nogometu. V bistvu moram priznati, da kot majhen nisem toliko spremljal prve lige. Sem spremljal Gorico, ker je bil pač domač klub. Drugače pa moram reči, da niti ne. Bolj recimo špansko ligo sem malo bolj spremljal takrat, ker mi je bila pač Barcelona ta priljubljen klub. Mislim, zdaj v bistvu sem komaj, ko sem prišel v to drugo ligo, nekako začel malo bolj spremljati ta slovenski nogomet, zato ker dejansko, ko igraš, začutiš to, kar se dogaja. Sploh zdaj, tudi še vedno druga liga je, tudi letos spremljam, gledam kakšno tekmo, te posnetke in tako. Zanimivo, no, ker večinoma ljudje gledajo samo prvo ligo, pa mislijo, saj to je to, ampak je druga liga zelo zanimiva. Odlična forma pri igralcu v prvi ligi Telemach vedno odpre vprašanje o ciljih za prihodnost in o želji igranja na tujem. Se Zavnik že spogleduje s tujino in kje bi, če bi bilo možno izpeljati sanjski prestop, najraje igral? Ja, sigurno je tujina nek dolgoročni cilj, če bo ratalo. Zdaj, zato je potrebno seveda neka konstantnost, kvaliteta in ja, želja je. Zdaj, če bo, če ne bo, ne morem reči, da nisem probal, tako da sigurno pa ja, upamo. Sigurno tam, mislim, odvedno igral lep nogomet, to, kar je meni všeč, ker se igra po tleh oziroma z minimalno dolgimi žogami. Plus, itak lepa država, bil sem že 2-krat v Barceloni kot turist in res lepo, se ne bi branil. No, za konec našega druženja pa se je Matic preskusil še v napovedovanju prihodnosti. Kdo bo po njegovem mnenju osvojil naslov v prvi ligi Telemach in kdo bo osvojil naslov v pokalu Pivovarna Union? Jaz mislim, da bo letos prvak kar Olimpija, ker ima res zelo dobro ekipo, dobrega trenerja in tudi igra, bom rekel, tak modern nogomet, zelo direktno, napadalno, tudi se znajo postaviti nazaj, znajo napadati, res dobra ekipa. Zdaj, pokal je pa malo bolj specifično tekmovanje, ena tekma odloči vse, tako da, ne vem, Celje, Maribor, čeprav mogoče bi dal malo prednosti Mariboru. Bomo videli. Mogoče pa tudi Olimpija, dvojno krono.
Matic Zavnik, hvala za debato in naj bo pomlad čim uspešnejša ter polna atraktivnih podaj. Lep pozdrav iz Radomelj, kjer se mlinarji pripravljajo na nadaljevanje sezone. Čas pa je tudi, da se vrne izziv pod prečko. Niko Vezler, izziv pod prečko poznaš? Vidio sam video. Je tvoj nekdanji soigralec Haris Vučkić najboljši zaenkrat? Probat ću i ja. Da izenačiš vse. Haris je obljubil, če ga kdo izenači, da se dobi z njim 1-1 na igrišču. Da, to bi bilo dobro. No, potem pa vso srečo. Da, hvala. Bravo, Niko. Niko, 40 točke, razočaran. Pa malo da, ali dobro je, klisko je pa malo teže primi lopta, ali dobro je. Preteški trening je... Ne, nije. Ni to razlog. Pripremamo se za prvo kolo, tako da. Haris pa je pokazal, da ima izkušnje s takšnimi izzivi že iz Anglije. A vratit ćemo, revanš će biti. Na igrišču. Da, normalno. Niko, srečno spomladi, čim več dobrih rezultatov in zmag. Hvala. V nadaljevanju. Preverili bomo, kaj so v zimskem premoru počeli slovenski prvoligaši, z nami pa bo tudi trener Domžal Dejan Dončić. Zimski premor je v prvi ligi Telemach vedno ključen za uspešno tekmovalno leto. Predstavlja namreč osnovo za spomladanski del aktualne sezone, kakor tudi osnovo za poletje, ko najuspešnejši slovenski klubi igrajo v Evropi. Preverimo, kaj se je januarja dogajalo v slovenskih prvoligaših. Nafta, ki jo čaka oster boj za obstanek, ni bila posebej dejavna na prestopni tržnici, odigrala pa je 3 pripravljalne tekme, ki so bile polne golov. Lendavčani so v januarju ostali neporaženi, vadili pa so na igriščih svoje akademije. Več dejavnosti v pisarnah je bilo v Domžalah. Rumena družina je tudi odpotovala na Malto, treninge pa popestrile 4 pripravljalnimi tekmami, izkupiček, 2 zmagi in 2 poraza. Radomljani se v pomlad podajajo brez kapetana in prvega vratarja Emila Veliča, Darjan Slavic pa je svoje taktične zamisli pilil na kar lepem številu pripravljalnih tekem. Mlinarji so na 7 3-krat slavili, 2-krat remizirali in 2-krat izgubili. Izpostavimo Skal Prijeke in dejstvo, da so Radomljani nekaj časa preživeli tudi v hrvaški Istri. Mura je tudi letos odpotovala v Turčijo, na Fazaneriji pa se je v januarju v glavnem čakalo na novico o slovesu Đorđa Junčaja. Bilo je tudi nekaj prestopov, pomlajena ekipa pa je odigrala 6 pripravljalnih tekem. Črno-beli so slavili 2-krat, 1-krat so remizirali in 3-krat izgubili, med drugim tudi s Crveno zvezdo. Največje presenečenje jesenskega dela je bilo zagotovo Primorje. Slednje je skoraj ostalo brez trenerja Milana Anđelkovića, ki je na koncu ostal v Ajdovščini, ostal pa brez prvega vratarja in prvega strelca. Na 5 pripravljalnih tekmah, med drugim tudi na pripravah v Istri, je Primorje 4-krat remiziralo in 1-krat izgubilo. Tudi Bravo se je letos na osrednji del priprav odpravil z letalom. Šiškarji so se potili na Malti, Aleš Arnold, ki je ostal brez svojega prvega strelca, pa je ekipo pripravljal na 3 zahtevnih tekmah, na katerih je Bravo 2-krat izgubil in 1-krat remiziral.
Celjani so se v pripravah dvakrat odpravili v Istro. Trener Albert Riera je kar pošteno spremenil oziroma, uporabimo kar njegove besede, popravil ekipo, ki pa je odigrala vsega skupaj 2 pripravljalni tekmi. Široki Breg je padel z 2:0, proti Oseku so Celjani remizirali. Koper, ki je v pomlad vstopil z enakim točkovnim izkupičkom kot drugovrščeni Maribor, se je pripravljal na igriščih domače Bonifike, nekaj tekem pa odigral v Istri. Mariborčani so znova odpotovali v Turčijo, kjer so tokrat ostali 14 dni. Sprememb po ekipi ni bilo veliko oziroma so bile te kar pozne, sploh kar se tiče prihodov. Trener Boštjan Cesar pa je veliko priložnosti ponudil mladim upom. Vijoličasti so odigrali 5 tekem, na njih 2-krat slavili ter 3-krat izgubili. Glavna težava pa je bila neučinkovitost v napadu. Preostala nam je še vodilna Olimpija, ki je s pripravami začela pozno, šele 9. januarja. Prvi trening na naravni travi pa opravila v Španiji. Zmaji so v Mursiji vadili 14 dni, med premorom pa odigrali 3 tekme. Ob eni zmagi so vpisali 2 poraza, a ves čas ohranjali svoj prepoznaven slog igre, s katerim so zanesljivo osvojili jesenski naslov. Zakaj ste postali trener? Zato, ker mi je to nekaj najlepšega v življenju. Kdo je vaš trenerski idol? Moj trenerski idol je Ferguson. Najlepši trenutek v trenerski karieri? Bilo jih je več, ampak lahko rečem osvojitev državnega prvaka lansko leto z Mariborom. Najtežji trenutek v trenerski karieri? Teh je bilo malo manj, na srečo. Tako da, pa kaj veš, ne vem. Najboljša nogometna tekma z taktičnega vidika? Pa jaz mislim, da je z taktičnega vidika, da je bila tekma proti Celju. Proti Celju je bila na tem nivoju in pa tekma proti Murski Soboti. Mura. Kakšen je vaš dan tekme? Mogoče malo drugačen kot ostali. Želim mir, nobenih medijskih besedno intervjujev, kakorkoli, priprava na tekmo in pa odhod na tekmo. Zmaga s 5-4 ali z 1-0? 5-4. Koga bi raje imeli v ekipi? Prvega strelca ali najboljšega vratarja lige? Prvega strelca lige. Kako se spopadate s pritiskom in stresom, ki ga prinaša nogomet? Pa vse. Z to izkušnjo, kar imam že 22 let, sem trener, nekako sem dobil neko kilometrino in jaz mislim, da mi je to ok. Hobi v prostem času košarka. V čem je vaš klub najboljši v ligi? Pa jaz mislim, da je zdajle kolegialnost, se pravi, da timski duh, kjer kažejo se pravi zadnje tekme v jesenskem delu in pa zdajle v pripravah in pa tisto, kar nas čaka. Preden se poslovimo, se spomnimo še najlepših golov Podprečkov v jesenskem delu prve lige Telemach. Nevarno je in gol!
Milutinić. Kouter! 44. minuta, Nino Kouter. Tule je sešla! Kakšen gol z Vicepa! Morda celo premalo strelov z te pol razdalje. Tule zdaj poskuša in tudi zadeva! Tete prihaja do udarca, gol! A potem pa Florus in Pečar, 2 desetici, še vedno Florus gre naprej, še vedno Raul Florus in gol! Kakšen prodor in kakšen gol Raula Floruca, coast to coast. In dostavil je Floruc, ter se na ta način To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v nogometnih prenosih na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.